eno pesem, rad bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Vlado Kreslin, lepo vas pozdravljam. Lep pozdrav. In vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Vriskanje njok. Najlepša hvala. Ta knjiga je šla že pred leti. Kdaj, kako Pred leti, se kaj ja. spominjate njenega nastanka? Ja, 2002, 2002, se pravi, to je že kar nekaj let. Naslov je Vriskanje njok, kar nekako natolcuje, da so noter, kot je rekel nekoč Ciril Zlobec, ko je napovedal Beltinško bando, nenavadne žalostinke, da igramo nenavadne žalostinke, je rekel. Se pravi, noter so nenavadne žalostinke in veselinke. Zato sem verjetno dal naslov Vriskanje njok. Je pa to tudi ena od pesmi, ki je v zbirki. Uporabili ste besedo veselinke. Je to vaša beseda? Prvič jo slišim, zato sprašujem. Ja, ne, nisem da tudi jaz še slišal. Ampak se fajn zveni. Lepo. Ja. Ja. Zdaj pred nama na mizi leži ponatis te zbirke z leta 2002 in me zanima tudi, kaj vam pomeni tak ponatis, skoraj 25 let pozneje. Ja, to je, mislim, da je to kar zelo dober znak. Ne? To je znak, da nam ni treba obupati, ko pač gledamo, kot se bojimo, da usiha branje, da usihajo knjige, da usiha vsa ta kultura. In pol, ko pride do ponatisa, vidiš, da mogoče pa čisto vse ne usiha vse to, ne, in da vero, da mogoče tudi druge knjige ne usihajo, verjamem, da ne. To ni edina, ki je ponatisnjena. To je veliki kompliment za knjigo, definitivno. Pri omenjeni je pa me razvilo še to, da so na založbi so hoteli imeti drugačno naslovnico in mislim, da je ta prekrasna. Mislim, da je ta res čudovita. Ja, zdaj mogoče še dolgujete neke vrste opis naslovnice. Kdo je na naslovnici? Zakaj je ta fotografija prekrasna? Ta fotografija je prekrasna zato, ker smo jo posneli na Bistrici, se pravi v Prekmurju, to je 200 metrov od Mure, v megli, tako kot je, včeraj sem se zvečer pripeljal z Prekmurja. In se nagotovo, da je megla edino megla, mi pravimo, da edino v Prekmurju je še megla in v Ljubljani, ki je megla. Ne? Od Domžal do Maribora je čisto sonce. Ne? In tle smo zapopadli, Jan Pirnat, imeniten fotograf, je tle zapopadal to meglo. In mene, kako stojim tam s tisto očetovo črno kitaro, nekje ob robu šume in nekje na bregovih reke Mure. Mislim, res, ta slika mi je res fantastična. Se strinjam z vami. Omenili ste Prekmurje. Kakšno vlogo igra v vaši poeziji? Včeraj sem bil doma, kot sem prej že omenil, in moj fotor zdaj star 97 in zadnja leta, ki se bolj doma drži zaradi svojih znocanih kolkov in kolen in tak naprej, in mi razlaga zgodbe, če dalje bolj se mi odpira in vidim, da z leti si pač odpiraš te svoje kanale, ki so tvoj dom, ki so tam, kjer si bil. Ne? In jaz ne bom trdil, ampak ne verjamem, da jaz namerno, nekako strateško se opiram na to Prekmurje in jemljam tam, ampak ne gre drugače, ne gre drugače, tako da zdaj se že parkrat zalotil, da že malo prevečkrat je ta reka je noter, že malo prevečkrat, ne. Ampak ne morem mimo tega, da zdaj v zadnji pesmi, ki je ven prišla, tudi reka, kako že reče, reka oprosti, reka skratka, reka pozdravi in tako naprej, ne. Ampak to je res, mislim, reka pozdravi, reka oprosti, reka razloži, mislim, kaj ne rečem. Če pa stojim tam ob Muri in to gledam in vidim, da je tako, ne. V svojih pesmi ste zapisali kar nekaj prekmurskih narečnih besed, zato mogoče ne povsem mimogrede. Zakaj ste se odločili za naslov Vriskanje njok in ne pa na primer Džufkanje njok?
Zato, ker je dejansko jufkanje, dobra. Jufkanje, to sem pa že dolgo nisem slišal. Zato, ker je v bistvu citati z pesmi, ki smo tudi posneli z Beltinško bando. Sliši se vriskanje in jok. Zdi se mi mogoče bolj simpatično, da vržem kakšno prekmursko besedo v tekst, ki je literaren, in je prekmurska beseda potem ven skoči. Wow, kaj pa to za ene besede? In zaživi svoje življenje. Ja, se mi zdi bolj prezentno bolj to. Ko sem ponovno bral vaše pesmi, sem opazil, da ste kot pesnik zelo drzni. Vi ste en redkih slovenskih pesnikov, ki si upa zapisati rimo, naprimer čas, obraz. Skratka, rimo, ki je uradno tako zlizana, vi pa date te rimi novo življenje. Ja, to bržčas, zato ker govoriva o pesmi, ki slonijo na muzike, ne? Bržčas in ko v bistvu pesem dobi funkcijo besedila za skladbo, moraš pač, zdaj jaz vem, kako sem, moraš to prilagoditi in vem, kako sem bil v dvomih, ko sem Dylana igral in je bilo note, I never note. You ain't no used to sit and wonder why, baby. You never note. So, kako you never note? I knew you never knew. Mislim, kako Dylan lahko napiše napako, ne? Ampak, to je to, ne? Zanimivi so, če skočiva na nekatere konce vaših pesmi, vi imate pogosto rime, vi imate pogosto urejen vers, ker so to pesmi, ki ste jih peli oziroma jih pojete. Potem imate pa tudi pesmi, kjer končate zelo abruptno, zelo nenadoma, brez neke rime, brez nekih zvočnih podob, zelo pravzaprav dramatično odrezavo. Pa me zanima ti vaši konci, kako se odločate. Spet kot glasbenik, ki bo to zapel in moral končati učinkovito, kako se odločate? Ja, zdaj, zbirka, ki imamo pred sabo, mislim, da nosi še največ v glasbenih pesmi. Naprimer, preostale 2 ali 3, ne vem, za Kartano ura, pa na Meskorovec, ne vem, ker so še 1, 2, 3, oziroma še najbolj pa verjetno Povest o Beltinški bandi. Tam so pa pesmi, ki niso uglasbene. In tisto so pa že v bistvu skoraj poezija v prozi, oziroma proza poezija, ne. In tam pa seveda imam več svobode, tam pa lahko bolj dramatiziram, tam lahko narediš obrat, preskok, mislim, zamolk in tako naprej, mislim, tako je. Ja. Tako da seveda do neke mere je to dož več svobode, jasno, ne. Kako izbirate, oziroma kako ste izbirali teme, o katerih ste pisali? Je bila najprej neka melodija? Ja, to je večno vprašanje. Ker najbolj mi je narodno, ko me kdo to vpraša in dejansko ne vem odgovoriti. To je pošten odgovor. Ja, ne vem točno odgovoriti, ampak skoraj bi lahko trdil, da imam ponavadi imam glasbo verjetno prej. Mislim, da imam glasbo. Pri črni kitari sem imel besedilo prej, naprimer, in sem pol dal to Messiniju cigansko lestvico in je šel s tem na morje in je prinesel pol muziko, ne. Ampak na podobna vprašanja se pa rešujem z enim vrhunskim odgovorom Polone vetrih. To se mi zdi, to me zmeraj reši. Ko so vprašali, odkot dobiva dejansko takšno moč, takšno energijo, takšno impresije, ideje za vloge, v katere se potopi in tak naprej. In je rekla, ne vem in niti nočem vedeti. Dober odgovor, tudi vam je pomagal. Ja, mi pomaga. V redu. Ferry Lajnšek je zapisal v romanu Kurja fizika, nekako takole, skrivnosti pojasnimo lahko še z večjimi skrivnostmi. Ja, that's it. To je to. Tematika vaših pesmi. Nekatere berem in tudi poslušam kot neke vrste kritiko naših značajev. Takšna je na primer pesem tudi Letos bo huda jesen, ali pa To pri nas ni možno. Ja. Ja. Kakšni smo, da si zaslužimo takšno pesem, kot je pesem To pri nas ni možno? Ja,
Pač to pri nas ni možno, tega se pri nas ne da, da bi drevo se razcvetelo in da bi zraslo do neba. Zato smo tu, da skupaj stopimo, drevo poderemo na tla, podrast in nizko grmičevje, mi smo v gozdu večina. Ja, to je, mislim, če bi to zdaj razlagal, bi prišel do floskole, ki jo pač skozi vsi govorimo, da če Hrvati temu pravijo, da če hočeš, da preživiš, da ne talasaj. V Sloveniji pa pravimo, da tisti, ki štrli ven, samo v glavo odseka, ne. Kdor visoko leta. Kdor visoko leta, ja. Mislim, da pač nismo družba, ki bi podpirala izstopajoče, ne, drugačne in sve, to je na vseh, kjer je ta socialna kontrola še dosti večja, je to še toliko bolj očitno, ne. Dejansko smo ujeti v to, neko ta egalitarnost, v to, kaj pol misli, da je in to, ne, mislim, ne, kaj pol misli, da je. In se mi zdi, da kaj pa on misli, da je, zdaj govorimo, naprimer, da je en športnik blazna facarat ali ne vem, v katerem koli poklicu, žanru. Kaj pa on misli, da je? Pa mogoče on sploh ne misli, da nekaj je, ne? Ampak tisti, ki to v njem govorijo, mislijo, da on misli, da nekaj je, ne? In dejansko ni mu, da se tisti človek spremenijo se oni okrog njega, ne? In mislijo, da se je on. To se mi zdi, da je paradoks, ki je pač, kaj jaz vem, ne vem, koliko je resnice v tem, da v Ameriki cela ulica ponosna, da je en njihovih stanovalcev bil na televiziji, ne, mislim, koliko je pa to spet v tem American Dreamu, da pa bomo tudi mi, pa ne, za vse imamo vsi imamo šanso, vsi bomo uspeli. In on je zaradi tega niso fauš, ne. Jaz pri nas doma, mislim, sem ne bi rad bil kritičen, sem imam rad ljudi in sploh normalno, ampak ko smo se peljali z Beltinško bando mislim, da z olimpijade, kjer seveda tja smo se peljali z avionom, pri tem minimalnim avionom za 5 ljudi, ker so bili gospodje vsi starejši od 80. Tam nam je Bojan Križaj in fantja so nam cimbale nosili, tam so bile rdeče preproge, tam je bil šampanjec, vse to. In pol se mi peljemo po tistih 4 dneh, se peljemo nazaj v Prekmurje in ko se peljemo skozi Rakičan proti Belticam, reče Janez Kociper, violinist Janči, tako, v kombiju, to se peljemo tako. In je reče on, dečki, samo nekaj nam opravili, gdje smo bili. Povejmo, ko smo špilali 3 dni v Domžalaj. Mislim, to me mora reči, da me to zelo razžalostilo, ne. Da se ti niti ne moreš doma pohvaliti. Veste, kje smo bili? Bojan Križaj nam je cimbale nosil, videli smo sve svetovne prvake. Ti se moraš doma delati, kot da si bil v Domžalah. Če ostaneva še pri tej temi, imate mogoče kakšno razlago, zakaj tako? Ja, nedvomno zato, ker smo tako mali, da se vsi poznamo, da smo vsi v neki vezi z nekom, ne. Ja, potem pa zgodovinsko gledano vse to pač, ne, mislim. Ne. Velja. V vaši knjigi Vriskanje in jok je tudi pesem Vsak si želi. In tudi ob tej pesmi sem pomislil, kako pišete občasno tudi neke vrste modrostno poezijo. Poezijo o življenju, o naravi življenja, o smislu življenja. Ta tematika vas, imam občutek, kar precej nekako nagovarja, vznemirja. Zelo rad bi pisal dobronamerne pesmi. Kako nekaj, tista, ki bi dala moč, napisal bom eno pesem, rad bi napisal pesem. Če imam kitaro, pa takoj znam besedilo, če nimam, pa se ne spomnim. Eno pesem, rad bi napisal pesem. Enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi radostila, ki bi vsem dala moč, ne. Prepričan sem, da grešimo v eni stvari ljudje, da nekaj dobrodelnega narediš, pa to te že nekaj stane, pa moraš tja. Ampak
da bi poboljšali svet, sam prijazni bi morali biti en z drugim. To ne stane popolnoma nič. Samo da greš tu po cesti in rečeš dober dan. Ni to hudo. Mislim, jaz sem včasih bil v tej službi, ne, tudi, ne. In moram priznati, da se tudi malo pogrešam tu, ko grem po hodniku ali pa tam čez in koga pozdravim, pa kar mimo grejo, ne. Tega včasih ni bilo, no. Ne. Zato poskušam pisati prijazne, seveda mi to redko kdaj uspe, ne, ampak če že kaj lahko narediš, je to vse prijazen pismo. Odkot ta pozitivna energija, ta volja, da ste prijazni? Saj nisem zmeraj, mislim, včasih se pa človek slabe vole, ne, mislim, da to je spet tako, ne vem, kako povem, pač tak si, ne, mislim, tak si, Ste bili vedno takšni? Ker prej ste... Pa niti ne vem, če sem takšen, ne, ampak rad bi bil, ne, rad bi bil takšen, mislim, to preneseš z družine, preneseš z vasi, ali preneseš ne vem, kot preneseš, mislim, da vsekakor je ena stvar, ki mogoče to doma razlagam, na primer, ko je jedilnik se dela, bi jaz to, ok, v redu, ko bomo jedli danes, bomo to, meni je vse super. A te moti, da dežuje? Ne moti me, da me dežuje. A te moti, da je meglo? Ne, super mi je megla. A zunaj je pa mrzlo. A ja, mrzlo, zakaj, obleči se. Deževalo bo, joj, glej, kako je slabo vreme. Mislim, to me tudi moti, ne, zdaj prijem, zdaj že v Prekmurju tako, ne. Kako je spet slabo vreme. To. Posadiš drevo, pa pravi, ko boš to usadil, to boš ti že mrtev, ko bo zraslo. Sem rekel, pa se ti tudi sediš pod drevesom svojega dedka, prosim te lepo. Ne? In dejansko dobim nove čevlje in sem vesel zato, ker smo nekoč začeli, ne bom rekel, se nismo bili bajteri, ne, ampak ko sem jaz dobil nove čevlje, sem si jih dal pod polšter, glede hrane. Bil sem leto dni v JNA, kaj smo tam jedli, se lahko samo mislite, ne. Zakaj mi nikoli ni hladno? Zato, ker smo hodili pri -25 na Jahorinu, na rame sem imel pa puško mitraljez, pa sem bil najprej nesposoben za vojsko, pol sposoben, skratka. In vse mi je v redu. Skratka, s to neko držo živite že leta, mogoče tudi desetletja, to ni neka sedanja življenjska odločitev. Verjetno, če si nekje prišel do slabega polja, vse boljše, ne. To se mi je zdaj glih problem med te mladine, zdaj, ne, mislim, ker so dejansko preleteli na odlično, ne, in zdaj jim v bistvu gre slabše, ne. To se mi zdi ključno. Vi ste uspešen avtor že leta, desetletja in hkrati pa imam občutek, da vam zelo dosti pomeni, na primer, spremna beseda Aleša Debeljaka. To pa nedvomno. To pa imam pa dobre spremne besede. No, ja, seveda, ne, mislim, če te Aleš Debeljak podpre, ne, če te podpre Smej Štefan, če te podpre Miljenko Jergovič, Ahmed Burić, če ti taki pišejo predgovore, ne. Ja. Pol sploh ni treba, da knjigo izdaš. No ja. Vem, da so eni napisali take predgovore, da samo tisto prebereš, pa je okej, pa je super, ne. Ja, to je veliko priznanje, ne. Mislim, ki pač ceniš ene ljudi, nad vse jih ceniš, ne, in nisem to, da tebi napišejo, ceniš vse, kaj so oni delali že, ne. Poleg tega pa smo vsi nekako, kako je rekel Tinujevič, pobratimstvo licev v svemiru, ne. To nekje tvoj brat, ne, en, ki te tako v tebe noter pride, pa te tako dojame in te še pol nekako razčleni in to zapiše, ne, vidiš, da imata nekaj skupnega, kar je lepo v tem svetu, kjer se nam skozi vsiljuje nek občutek, da smo sami, da smo vsi, da ni več družbe, da ni več to, da vsak za sebe more samo se greps, ne, da to, ne. Pogosto stojite na odru, pojete, igrate, z vami poje občinstvo, vas posluša, vam prikimava, ploska in tako naprej. Skratka, ste zagotovo uspešni. Hkrati pa me zanima vaš občutek gotovosti, ko pišete nov komad ali predvsem pesem, na primer kakšno pesem iz te zbirke. Kako veste, da je ta pesem res napisana? Imate občutek negotovosti? Kako tak občutek nekako premagate?
Ne vem, če se lahko to primerja s slikarjem, ki pač tudi zelo težko ugotovi, da je konec, ne. Sploh, če je kakšna moderna. Včasih veš, da je, naprimer, ko sem napisal Mesto, koga rože cveti, sem vedel, da točno tako mora biti, nič drugače, ne. Ko smo jo pa posneli z glasbo, se pa vedel, da pa tudi zaigramo tako, da ne sme biti nič drugače. Kakšen občutek je to? Odličen. Vem, da ko sem takrat stanoval v Sostrem in sem imel fičota in sem šel z studia domov, sem se pelal, končali snemanje ob 4 po noči in sem pol do 6 sedel v fičotu in sem si zavrtel 20krat na Mesto, koga rože cveti, ampak tisto verzijo, ki sem sam s kitaro, ne to z Šukarji, eno, ki je čiste, skoraj že depresivno malo, ampak včasih veš, poleg tega je nekje, se mi zdi, težko ugotoviti, kdaj je hiša zgrajena, ne. Pesem je kot hiša, ne, če izpodmakneš, ne bi smela biti niti ena opeka preveč, ne. Če bi po eno opeko izpodmaknil, bi se pa hiša podrla, ne. Tako gledam, ne, da niti ena beseda ni preveč. Če je včasih narabim zaradi rime, včasih kakšna je zaradi rime preveč, ne. Mislim zaradi rime, zaradi metrike, zaradi ritma, zaradi ritma glasbe. Tako da včasih začutiš, včasih pa mogoče niti ne. Pri tem občutku uspešnosti ostaniva še hip 2. Izdate novo zgoščenko, novo zbirko. Praznujete take dogodke? Ste praznovali izid te knjige? Ja, kako naj rečem, mlajši si, ko si mlajši, se ti izide prva plošča, prva knjiga, pol se ti druga, tretja in seveda proslavljanja so večja v začetku, so logično, da so bolj v začetku. Ja, mogoče pol ne več tako vehementno, mogoče ne tako burno, mogoče ne greš glih z 20 ljudmi na celo nočno veselico, ne? Ampak mogoče v sebi malo bolj potiho, ne? Praznuješ. Knjiga, o kateri se pogovarjava, s kar nekaj zastranitvami, zbirka Vriskan in jok vsebuje vrsto pesmi. Bi jaz prosil, da izberete katerokoli izmed teh pesmi, pa nam poveste kaj o njej, kako je nastala, kako ste jo pisali, ustvarjali, karkoli o njej. Bom poskušal. Lahko bi zletela. Zdaj sem prvo tlele, pač prva. V redu? Problem pri teh pesmih, ki se pojejo, ki se igrajo z rock bandom, ki so glasne, ki imajo energijo, ki imajo zadaj one maršale, ki imajo zadaj one bobne in vse to, ne. In refrene. Je, da ne veš, koliko naj greš v metafore, koliko si naj odkrit, koliko si naj straight, koliko si naj direkt v obraz, ne. Naprimer, takrat, ko smo mi, v bistvu, to se zmeraj šalim, ko smo šli na olimpijado z betniško bando, ne. V Domžale. V Domžale, ja. Na olimpijado. Ja, tako na olimpijado. Takrat, ko smo dejansko po osamosvojitvi, ko se dejansko govorilo, da zdaj bomo pa mi druga Švica, da imamo vse šanse, da bomo in tako naprej, ne. Takrat sem mislil, da napisal to pesem, ne, ki dejansko govori, ampak ne vem, če se to sploh razume, ne. Tako kot ne vem, če se razume pri Namesto koga rože cveti, če pa trava nad mojo zemljo bo premogla kak cvet. Pa tega sploh ne vem, koliko že pravil. Če pa trava nad mojo zemljo, nad grobom mislim, ne, če bo kdo skrbel za moj grob, bo kdo za mano, ne. Zdaj pa naprej, lahko bi zletela, govorim v bistvu o tem, da bi mi lahko bili Švica, mislim. Hočem reči, govorim o tej pomiritvi nekakšni, ne. To sem že videl, ljubosumerju, to nema veze. Kdo je s kom in koga, kdo vse bil je z njo, sami znani obrazi, sami predolgo. Lahko bi zletela in ujela svoje sanje, lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Vse te stare zamere merijo do srca. Zatemnjeni pogledi nam ne dajo sna. Kdo je s kom in koga, komu je mar za to, 100krat že premleto življenje je kratko. Lahko bi zletela in ujela svoje sanje. Ne bi lahko, ne? Če ne bi skozi, ne? Že ko zapišete vers, življenje je kratko, ne? Pravzaprav nekako se vpisujete v to modrostno liriko, o čemer sva se prej pogovarjali. Najbolj sem se otepal tega verza, to mi je bilo, ponovno pisal življenje je kratko. Ampak pri tega vas... pa ja ne bom pisal, tega pa ja ne morem, kako nekaj take banalne, valjda je življenje kratko. To je ta paradoks, ne? Da zveni v redu.
Ne? Ja. Da bi v marsikateri drugi pesmi zvenilo grozno. Grozno, ne? Ja, ali pa v kakšni reklami ali kjerkoli. Ja, Ne? valjda. Pri vas pa ustvarite nek tak mikrouniverzum, kjer tudi tak vers zelo v redu preživi. Ja, preživi zato, ker smo ga verjetno navajeni z melodije. Ne vem, če se ga vi spomnite, verjetno Se. je odlična kitara zadaj in pol zveni dobro. Mogoče zato. Te pesmi, o katerih se pogovarjava, imajo še neko zanimivo vlogo, dimenzijo, razsežnost, večine izmed njih, namreč to so pesmi, ki jih pojete. In je zanimivo, da poezija živi to svoje bogato glasbeno življenje. To je neka druga razsežnost. V preteklosti so pogosto pesmi tudi peli, stari Grči in tako naprej, tudi v srednjem veku. Bi vas vprašali, imate kdaj občutek, da pravzaprav vstopate v neko reko, ki je zelo dolga, zelo razgibana, da pravzaprav vračate neko prvotno podobo življenja poeziji s to peto glasbo, s peto poezijo. Ja, glede na to, da so peli, ja, in že oni, vsi ti guslarji in trubadurji in se to, nekoč sem se hecal, oziroma mislim, da moj oče to pravi, da je on pesmar. To se mi zdi kot krasno. Ne? Zdaj ne vem, če bo njemu pisalo gor na grobniku pesmar, ali bo meni, ne? Ali bo mema, ne vem, ampak to se mi zdi krasno. Ne? Ko smo z Beltinško bando začeli špilati, pol so te stari gospodje imeli 1000 melodij v glavi. Govorimo o bratih Kociper. Miško Baranjak, ki je bil šoleni glasbenik, je imel to arhivirano in je točno vedel, katera je skladba. Ostali, ki so bili pa kmečki godci, so pa imeli 1000 melodij, niso pa točno vedeli, katere so. Moj foter, ki je pa rasel gor, odraščal v gostilni in vse posod okrog te gostilne, ne, je pa vse te pesmi znal in jih je tudi poznal v naslove in jih je znal umestiti. In potem sem ugotovil, da je on dejansko pesmar. Moče, ki cel življenje bil računovodja, direktor Beltinske banke minimalne. In pol naenkrat vidim, zdaj spet sem bil včeraj spet doma in mi je spet pel s kitaro, mi je pel komadek, rekel, odkot to ti poznaš? Ja, to sem pa slišal v ruskem ujetništvu, to sem slišal pa tam, to sem slišal pa na Madžarskem, to sem pa slišal tam. To pa z vojska in pol mi 10 srpskih zašpile, z vojska se vse spomni besedila natančno, mađarske, slovenske. In si mislim, pa kaj je več kot to, da si pesmar? Vlado Kreslin, hvala za vašo pesniško zbirko Vriskanje in jok, natančne za vse, hvala, kar počnete in hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo in, kot sva že rekla, srečno vsem poslušalcem in vam. Srečno tudi vam. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nekaj pa je še takih ljudi.